In medtem, ko se na državni ravni pogovarjajo o drugem bloku nuklearke, se drugod na lokalni ravni veselijo kanalizacije. Dopoldne sta na Malem Podljubnu novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja Kop Brežice Dejan Bibič podpisala pogodbo za ureditev kanalizacije na Vrhu pri Ljubnu. Naložba je vredna 517 tisočakov skupaj z DDV. Z naložbo bo do kanalizacije prišlo 20 stanovanjskih objektov. Za nekoga je to majhna stvar, za nas pa velika, je v podpisu pogodbe izpostavila predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Majda Meštrič. S tem ohranjamo naravo in ta naš del krajevne skupnosti ga vsi imamo radi, ker se zavedamo teh lepot. Te so opazili tudi na razpisu izbranem podjetju, v katerem so ponosni, da krepijo svojo prisotnost v novomeški občini. Gre za projekt, ki se bo izvajal v tem lepem, idiličnem okolju, obsega pa izvedbo fekalne kanalizacije, izvedbo v manjšem delu meteorne kanalizacije, obsega malo komunalno čistilno napravo in pa ureditev cestnega telesa, vključno z končnim asfaltiranjem in javno razsvetljavo. Gradnja bo stekla po uvedbi v delo, zaključili naj bi jo v 8 mesecih, do roka dokončanja naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje. Krajani so sicer sodelovali že v postopku izdelave projektne dokumentacije. Vsi komaj čakajo in čakamo tole, tako da mislim, da ne bo kakšnih posebnih težav, tudi glede teh gradbenih del, ki pridijo razne zapore pa te zadeve, vse bo dalo pogovoriti. Aglomeracija Vrh pri Ljubnu je sicer ena izmed preostalih aglomeracij v novomeški občini, ki jih morajo skladno z zakonskimi obveznostmi še pokriti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Ko smo mi sprejemali strategijo leta 2019 o opremljanju vseh aglomeracij, je bilo teh še 10. V tem času smo 2 že zaključili, trenutno sta 2 v izvedbi in pa nadaljne 3 so še v pripravi projektne dokumentacije. Za Dolenje Kamenje je projektna dokumentacija že v izdelavi, za Uršna sela in Lutrško selo, ki sta največji aglomeraciji, pa je začetek projektiranja v načrtu tudi še letos.